Zdravo, sem Boško Prašlo, ti pa se nahajaš na kanalu More Than Networking. Sem edini v Sloveniji, ki govori o pomenu mreženja in vesel sem, da me poslušaš. Kaj si misliš o coni obdobja? Si mogoče ena tistih oseb, ki je ujeta v njej? Kakorkoli. Verjamem, da veliko kar slišiš, da je nekdo ujet v coni obdobja ali pa da se v njej nahaja v preteklosti. Naj ti povem, da ko si enkrat v coni obdobja, se velikrat niti ne zavedaš, kako dejansko stagniraš in kakšno škodo si delaš. Hiter tempo življenja, prekomerna količina vsega ti da velikokrat za izgovor, da se najdeš v mreženski coni obdobja. Kot nekaj v smislu, da imam v tem trenutku vse osebe, ki jih potrebujem v življenju. Če si v coni obdobja, imaš vedno prostor, potrebo ali pa je zate koristno, če spoznaš zanimivo osebo. V prvi oddaji sem ti obljubil, da bom delil svoje življenjske izkušnje. No, in danes ti zaupam, kaj se mi je zgodilo v času, ko sem delal na Kompasu. To ti zaupam samo z enim samim namenom. Če se slučajno ti nahajaš v taki situaciji, ali ki jo pač povem zdaj, ali pa poznaš koga iz svoje mreže, ki se mu dogaja ravno to in je zdaj pravi čas, da se motiviraš, brcaš ven iz tega položaja ter najdeš boljšo rešitev zase oziroma za osebo iz tvoje mreže. Pa začniva. Približno 10 let nazaj sem bil sam kar nekaj časa ujet v cono obdobja. Jaz temu rečem v navidezno varnem okolju. Ne vem, zakaj se nikoli nisem vprašal, kaj si resnično želim v življenju, oziroma sem bil našteljen tako, da nenehno izpolnjujem pričakovanja drugih. Pa da ne pozabim omeniti, da sem se v tistem času primerjal z napačnim osebam. Saj veš tisto foro, ko si glavni v mali vasi, potem prideš v veliko metropolo, no šele takrat vidiš, kdo si, kaj znaš in kaj vse možno odkreirati. No, glej. Pred 5 leti sem bil sam, mogoče nekako glavni v manjši, večstanovanjski stavbi na obrobju malega mesta. Glavnega mesta sploh nisem videl. No in to je bilo varno okolje, kjer sem od sodelavcev, prijateljev, družine dobil razumevanje za mojo pasivnost, kjer smo mi skupaj našli izgovore za trenutno stanje. Vse veš, kriva je država, sistem, politika. Obenem so mi drugi metali pesek v oči s tem, ko so mi govorili, da sem nekaj posebnega, da sem zanje uspešen. Itak, da sem za vse sam kriv. Da ne bo pomote. Več kot očitno sem potreboval to izkušnjo. Preden začnem zgodbo, pa bi ti povedal še, da sem se v tem obdobju najmanj ukvarjal sam s sabo in da sem pustil, da mi napačne osebe postavljajo meje, kontrolirajo in vodijo moje življenje. Verjamem, da se je v preteklosti tudi tebi kaj podobnega zgodilo ali pa poznaš nekoga, ki je še vedno v taki situaciji. Še enkrat ti povem, da je to moja osebna zgodba, ki jo delim s tabo z namenom, da nas bo čim manj takih oziroma da bomo čim manj časa ujeti v svetu pasivnosti, izgovorov in v svetu, ki nas varno in zanesljivo pelje nekam, kjer nimamo nobene resne kontrole nad lastnim poslovnim in zasebnim življenjem. Za razumevanje mojega varnega okolja moram nazaj v leto 2014-2015. Če pogledam, sem za tista leta živel čisto normalno življenje. Če pa danes pogledam za nazaj, sem takrat počel vse drugo, kot pa živel polno življenje. Na zunaj je bilo vse okej. Kot večina moje takratne mreže sem živel iz meseca v mesec. Naprej sem načrtoval menjave gum in upal, da mi v tistem mesecu nacrkne pravi stroj. Delal sem v Kompasu, bil sem vodja prodajne mreže in ker sem delal v pisarni, to pomeni, da za večino ljudi moje mreže nisem delal nič. Kot so oni rekli, delajo delavci v tovarni, kjer se gara, medtem ko pisarniški delavci itak pijo samo kavice. To si mislil lep del takratne moje mreže, pa Bog ne daj, da si rekel, da zmatra in da si imel naporen dan. V tistem času sem jaz skrbel za Kompasove poslovalnice, kar je pomenilo za nekaj več kot 30 sodelavcev. Za takrat sem imel sam čisto soliden status v podjetju, po domače pa to pomeni, da se mi ni za nič pomembnega vprašali.
v praksi to pomenilo, da sem imel pozicijo, ki je bila na papirju zanimiva, odgovornost dokaj velika in nobene moči pri soodločanju, kam kompas barke plujem. Moram priznati, da sem imel z večino sodelavcev dober odnos in še danes se z nekaterim vidim. Lahko celo povem, da sem dolgo nazaj obiskal sedež Kompasa, kar pomeni, da sem pustil okej vtis. Pa če se vrnem nazaj v tiste čase in na kratko povzamem. Položnice so bile plačane, delalo se je veliko, mreža me je videla kot uspešnega posameznika, doma je bilo vse okej, pa kljub temu sem vedel in čutil, da nekaj ne štima. Prvi alarmi so se pojavili, ko sem se začel zavedati, da vse skupaj delam brez napora, da velikokrat funkcioniram na nekem avtopilotu. Sestanki so postali monotoni, v smislu, da sem vedel, kdaj bo kdo rekel oziroma kako bo nekdo odreagiral v določenem trenutku. Vsak dan sem se vrtel okoli istih oseb, bil sem tudi v globoki mreženski coni udobja. Dnevni odhod v službo mi ni predstavljal nobenega poslovnega ali osebnega izziva. No, ko se to zgodi, pa veš, da nekaj ni okej. Ko sem za trenutek pomislil, da mogoče Kompas ni več dobra izbira zame, ali pa jaz za Kompas, sem dobil iz varne okolice, moje mreže, signale, da sem lahko hvaležen, da imam redno službo, da je veliko oseb brezposelnih, da jaz delam v pisarni in da ne bom jaz kar tih, nekaj v smislu, kot da glavo dol, bo tih in pridno del. Leta 2014-2015 je bila v turizmu še kar kriza. Nismo še se čisto pobrali iz krize 2009-2010, kar pomeni, da so bili tudi strani Kompasa signali, da je težko, da je treba še malo stisati, malo potrpeti. V tistem času smo v Kompasu vsi delali z 10% nižjo plačo, tako da vsak mesec si vedel, da je kriza. Več kot očitno sem bil v varnem, lahko rečem, omejenem okolju. Vsak dan, vsak mesec podobna zgodba. Če pogledam za nazaj, sem mislil, da imam jaz izredno malo kontrole nad pomembnimi zadevami, kot je mesečni priliv, izobraževanja, čas za osebno in poslovno rast. Čakal sem, da mi drugi povedo, kdaj in kaj moram kreirati. Posledično je bil moj fokus tak, da so bili vsi okoli mene zadovoljni. Moj problem je bil, ker sem velikokrat kreiral nasmeh napačnim osebam. Izredno velika napaka z moje strani bila ta, da so bili glasovi drugih veliko močnejši od mene. In veš, kdo mi tu pomaga odpreti oči? Moja Mirjana, ki je čez čas postala tudi moja psihoterapevtka. Jaz sem ji še danes hvaležen. Ko se sam spomnim najnih vožnj v službo in domov, ko je poslušala moje jamranje, vsak dan, ista zgodba. A s tem, da je bila sama razlika, da sem vsak dan, vsak mesec glasno jamral, pa kljub temu sem ostal pasiven. A ni žalostno, da s svojim nezadovoljstvom smetimo prve, ki nas poslušajo in ne rešujemo težav tam, kjer bi jih dejansko morali reševati. Jaz sem smetil mojo Mirjano, pred šefi pa sem kimu, izredno redko kdaj sem se iskreno soočil z njim. 2 trenutka sta bila ključna. Prvi je bil ta, ko me je Mirjana soočila, da pač njih jamrati in da če na Kompasu ni okej, in to zame ni več pravi izziv, naj pač menjam službo. Do takrat sploh pomislil nisem, da bi jaz iskal novo službo, ker je bilo lažje igrati vlogo žrtve, kot pa se spopasti z nekimi novimi izzivi. Lažje je bilo delati v okolju, kjer sem vse poznal, kot pa spoznavati nove ljudi in ponovno začeti z izkazovanjem in grajenjem zaupanja. Drug trenutek pa bil ta, ko sem si v svojih monologih rekel, Kompas ne vlaga vame. V smislu izobraževanj in napredovanj. Več kot očitno sem se dejansko takrat prvi slišal, da nekdo vame ne vlaga. 6. trenutek sem se zasmejal, kot če bi me takrat nekdo videl, bi jaz končal v begunjah. Z nasmehom na obrazu, jaz sem si pač priznal, da Kompas ni nič kriv. Da moji sodelavci, moji nadrejeni niso nič krivi in da če že kdo kriv za moje stanje, da sem to jaz. Če kdo ne vlaga vame, sem to jaz. Iskreno sem vedel, kaj jaz lahko pričakujem v Kompasu. Plača je bila redna, taka, ko smo jo podpisali.
In tu se je končala vsa filozofija. Lahko se s tem sprijaznim, pa če grem naprej. Priznati moram še nekaj. Do tistega trenutka nisem v roke prijel nobene knjige. Že več kot 10 let nisem prelistal kakovostne knjige. Da ne govorimo o poslušanju nekih online vsebin. Res, jaz nisem nič dodatno izobraževal. Vsak dan isti ljudje, isti pogovori. Vsak dan smo mi reševali nekaj, česar nisem mogel rešiti. Jaz sem bil kot hrček, ki je vrtel svoje kolo v neki mali kletki, utrujen in neambiciozen. A v mojem življenju je bila Mirjana tista, ki mi je pomagala, da sem jaz dojel, da postajam jaz tisti nek zagrnjen in da sem v vseh pogledih pasiven. Mesec, 2 po rojstvu Zale, to se pravi nekje marca, aprila 2015, sem se odločil temu naredil konc. Po 10 letih zapustil Kompas, odločno, pogumno sem si rekel, da bom pač naredil vse, kar je treba, da najdem novo službo. Nisem imel nobenih omejitev, kaj bi in če se ne bi delal. Vedel sem, da bo to nekaj povezano s prodajo, ker je prodaja že lep čas del mene. Kar je najbolj pomenilo pa je to, da sem začel takoj iskati službo in neko rešitev, kako naprej. Prvi koraki so bili usmerjeni v urejanje nekega življenjepisa, osnutka nekega spremnega pisma. Kmalu zatem slišim jaz, da je ves poslovni svet na LinkedInu in da se veliko služb dobi preko kadrovskih agencij. Spomnim se, da sem vsak večer, uro ali pa 2, privesel na LinkedInu iskal meni primerne kontakte. Kar naenkrat jaz nisem imel časa za gledanje televizije, ker sem imel pač druge prioritete. V tistem času nisem imel ozaveščenega mreženja, da bi imel urejeno neko bazo kontaktov ali pa da bi iskreno poznal veliko uspešnih, zanimivih oseb. Bil pa sem odločen, da bom jaz našel novo službo. Po 2, 3, 4 mesecih sem imel pred sabo prvo večjo dilemo, ker sem imel na izbiro za novo službo kar 2 opcije. Imel sem ponudbo strani Fruktala in strani Radia Center. Oba izziva sta izven moje cone udobja, torej izven turizma, a na prvo žogo se mi je zdaj izziv na Radio Center večji. Izkazalo se je, da je bila to moja najbolj pomembna poslovna odločitev v zadnjih 10 letih. Rabi, da veš, da nisem imel pojma o trženju v medijih. O medijih na splošno ali po radiju nič. Iskreno povedano, nič nisem vedel. Tudi če bi me na razgovoru, če bi jaz na razgovoru moral našteti 5 radijskih postaj, ne bi dobil službe. Ampak je vodstvo Radia Center meni videl nekaj, kar so on takrat iskali, jaz pa sem bil odločen, da mi bo uspel. Kot drugi odločilni trenutek v tistem trenutku je bil to, da nisem imel nobene podpore strani obstoječe mreže. Še enkrat, z veliko izjemo moje Mirjane. Sam sem bil čisto navdušen nad tem, da sem našel nek nov izziv. Folk okoli mene pa me je spraševal, če sem normalen, da jaz v tistem času menjam službo. Če se jaz ne zavedam, da imam jaz kredite, majhna otroka, kaj mi jaz naredil, če meni ne rate, jaz dobim odpoved. Zdaj ti lahko povem, da sem bil na centru malo več kot 1 let in bilo je noro zanimivo. Spoznal sem super ekipo, zanimive ljudi in premagal vrhunske izzive. Jaz bi šel še enkrat čez celo zgodbo. Tudi 1 sekunde dela na centru jaz ne obžalujem. Nisem pa vedel, da sem imel v svoji mreži vedeževalce, ker se je na koncu zgodilo točno to, kar so določeni predvidevali. Zame osebno, jaz sem pač nepričakovano dobil odpoved na centru. Spomnim se točno dneva in ure. Bil je ponedeljek okoli 12. Ko sva bila z Gregorjem, on je bil nov direktor na radiju, nekaj so se pogovarjali, nekaj v smislu, pač pogovor stekel, da on ne potrebuje več. In če sem jaz se prav spomnim, sva se midva vse zmenila v 10 minutah. V tistem 1 letu na radiju jaz sem postal popolnoma drug človek. Bogatejši za nova znanja in še bolj odločen, da mi bo uspel. Odpovedi jaz nisem dojel kot konec sveta. Direktor radio ocenil, da mene ne potrebuje več v ekipi in jaz moram najti novo službo. Takrat pač nisem tega dojel, zdaj vidim, da je Gregor sprejel izredno dobro in za radio strateško pomembno odločitev. Če bi jaz dobil odpoved v času, ko sem bil na Kompasu, dvomim, da bi imel to širino in da meni bi skupaj vse zagotovo ubil za lep čas. Se sprašuješ, kako jaz to zdaj vem. To vem zato, ker so mi samo enkrat na Kompasu namignili, da razmišljajo o krnitvi mojega delovnega mesta, pa jaz sem takrat 3 mesece jokal, kako življenje ni fair.
Lej, no, pa da se vrnem nazaj na tisti ponedeljek, ko sem jaz dobil odpoved, v roku 24 ur sem poklical 5 naročnikov, ki sem jih spoznal in delal z njim na radiju na centru. Z željo, da jim osebno povem, da sem jaz dobil odpoved, ne, da se jim zahvalim za sodelovanje in da se javim, komu pač našel nov izziv. Kaj misliš? Koliko mi jih je ponudil službo? Jaz sam še danes težko verjamem, ampak kar 4 od 5 so mi ponudili službo. Takrat sem dobil prvi aha moment glede mreženja in glede tega, kako pomembno je, da imaš ob sebi prave posameznike. Kako pomembno je, s kom rešuješ svoje probleme. Če bi jaz takrat povedal moji mamici, da sem jaz dobil odpoved, kaj bi s tem naredil? Nič, sam stranil. Ona ne bi spala, dokler res ne najdem nove službe, poslušal bi očitke o tem, da so mi to že drugi povedali, da bom dobil odpoved. V podporo pa bi dobil nekaj v smislu, se bo že nekaj najdel, no? Se bo nekaj drugega se najde. Zaupaj mi, da sem od takrat do danes imel še kar nekaj vzponov in padcev. In vem, da bodo vzponi in padci še naprej ostali neka konstanta v mojem življenju. Res pa je, da se nikoli več nisem pustil ujeti v varnem okolju ali pa v coni udobja. In prav zato mreženje je bilo ključno, da se to ni zgodilo. Vem, da so pravi posamezniki tisti, ki te ne pustijo, da zaspiš. Samo oni ti pomagajo, da tvoje ideje zaživijo, ti pomagajo, da na sami poti narediš čim manj napačnih odločitev. Žal pa se mreženje, a pa pravi posamezniki ne zgodijo po naključju. Za dolgoročni uspeh moraš imeti veliko zadev ozaveščenih in določen sistem dela. Še bolj pomembno je, da ne pustiš, da te napačne osebe smetijo, ubijajo v želji, da nekaj spremeniš v svojem življenju. Bliža se koncu današnje oddaje in kot veš, je zdaj čas za en tedenski izziv. Za ta izziv je ključno, da si vzameš dobro uro časa. Vem, da bo šlo, se gre za tvoje dobro. Imeti moraš mir in fokus. Skuhaj si kavo, čaj, kar pač rad piješ, umakni se nekam, kjer te ne bo nihče motil. Seveda to pomeni, da izklopiš tudi svoj mobitel in vse motilce v svoji bližini, verjemi, da se ti bo splačalo. Se gre za tvoje dobro. Tokratni tedenski izziv je, da si predstavljaš, da si ti zgodi nekaj hudega. Ja, vem, grozen je, ampak za to vajo si res vzemi čas in si predstavljaj, da se ti je zgodilo res nekaj izjemno stresnega in nepričakovanega v življenju. Ne vem, česa se ti bojiš, ampak večina ljudi, sploh tisti z družinami, krediti se bojijo, da bi izgubili službo, nekega večjega naročnika ali pa da bi hudo zbolel. Ko imaš neko situacijo v glavi in si predstavljaš, da se ti je to zgodilo, zdaj tebi, se vpraši, kdo bi ti lahko v točno tem trenutku pomagal. Kdo so tiste osebe, ki bi ti lahko pomagale rešiti ta problem? Vzemi list papirja in zapiš vse osebe, za katere verjameš, da bi ti lahko pomagali ali pa nekdo iz njihove mreže. Ko to narediš, ko končaš seznam, imaš v roki prvi mreženski fokus. To so osebe, na katere ti računaš in upaš, da ti bo pomagale, ko boš imel problem. S tem osebam moraš graditi odnos danes, ko si okej, ko jih dejansko ne potrebuješ. Upam, da jih res nikoli ne boš aktiviral zaradi situacije iz naslova tega tedenskega izziva, ampak za take osebe si je potrebno vzeti čas in jim nameniti svojo pozornost ter graditi zaupanje. To so osebe, na katere se lahko vedno obrneš, ko boš to najbolj potreboval ali pa potrebovala in veš, da ti bodo vedno stali ob strani in pomagali najti rešitev. Pa se prišla do konca. Upam, da ti je bilo zanimiv in koristen. Hvala za poslušanje. Ne pozabi slediti mojemu kanalu More Than Networking. Prijavi se na moje tedenske novičke, kjer bom delil zanimive zadeve iz sveta mreženja. Vesel bom, če se poveževa na družabnih omrežjih in kar bi te še posebej prosil, je, da deliš tale video v svoji mreži. Sam tako mi bo uspel, da se prave osebe aktivirajo, da del Slovenije ozavesti mreženja na kul način. Iz srca hvala za poslušanje in se vidiva drug teden, ko bom govoril o aktivaciji. Uživaj na polno.